Ti šlo veliko nastopov? Ja, mislim, ne vem, ne. V bistvu, Ja, lahko vem, kaj mi je šlo marca. Marca mi je šlo ful. Meni tudi. Marc je moj jaz sem, ne vem, že od nekdaj imam marca je najboljših mesecev, zato ker se zima pa pomlad oziroma stara pa nova sezona križata in jaz sem vedno bil tudi, kar se tiče raznih snowboard stvari pa teh zadev, sem vedno bil dejaven pa povezovanje dogodkov pa tega. Na Rogli pa to? Ja, mogel bi imeti freestyle week. Krvavc tudi, ne? Mislim, sem tudi na Krvavcu, ki je vodil te razne kids ture, sicer tega letos ni bilo, ampak recimo mogel biti na Roglo, ampak Roglo je že sneg zjebal, no. To je bil že ta problem, tudi če ne bilo korone, bi tudi Rogla je odpadla v vsakem primeru, pa mi pa odpadalo, dajmo reči, 10 dogodkov mi je odpadalo v marcu, ne, od povezovanja do stand-upov, do raznih obletnic, nekaj smo prestavljali sicer, tako da nekaj še bo. Ampak dosti stvari je odpadalo, oziroma ne vem, ali bo kasneje ali ne bo, ampak ja, pač iz tistega vidika 10 eventov je šlo, se pravi, full fine mesec bi bil, ne. Ampak ni bilo nič od tega pol. Meni je šlo, jaz sem še vala bolj zelen na stand-up sceni, 2 leti sem not dobri in mi je šlo 7 nastopov v marcu samo. Prav gledal sem tako, stari sem 7 nastopov ta mesec, oziroma 1. april bi še bil, da je bilo 6, pa 1. aprila 7. Jaz sem Ja, ker grozen, ja. Jaz sem imel par res dobrih tudi teh raznih povezovanj, ja, veš, jaz sem tako, mislim, stand-up, hočem čim več nastopati, ampak povezovanje so one, kjer so pa bolj plačane, ne. Ja, vala. Sem imel res par fajnih, ampak... Pa lažje je povezovati neko stand-up delo. Ja, absolutno, mislim, stand-up je najtežji na svetu, ne. Karkoli gledaš, stand-up je najtežji. Povezovanje, če si saj mal komik, noben ne pričakuje, da boš smešen, če si smešen, je super, pač, če znaš biti jaz bom tako rekel, ne, jaz sem zelo kritičen do pač povezovalcev, ki so komiki, oziroma komikov, ki so povezovalci. In tudi, ko mi kdo reče, koga mi priporočaš za povezovanje, ful težko rečem, ta je pa fajn, ker veliko komikov... mislijo, da morajo biti smešni. Ja, mislijo, da morajo biti na vsak način smešni, ko povezujejo. Je pa res, da ni res, ne. Da pač v bistvu ne rabiš biti, mislim, niti mene, ko bom gledal neko povezovanje, mi bo kar malo motil, če bo zdaj na vsakem stavku hotel biti nekaj zabaven, na silo smešen. Mi bo pa ful dobro, če bo v pravem trenutku mogoče nekaj naredil malo bolj zabavno in bo popestril, ne, ker to je pač, ne, ti svojim humorjem, ki ga imaš, popestriš eno stvar, ampak ni pa, če te nekdo najame kot povezovalca, ti si pač še zmeraj v prvi vrsti povezovalc, ne. Ja, ti nisi tam zato, niso tebe prišli gledati. Ja, niso tebe prišli gledati, ne. Ti si samo ono neko vmes, zdaj pa če ti rata, če neka naravno prije, super, the best, super, samo ne smejo, ampak ne smeš ti izstopati. In tudi, tako jaz vidim, v stand-upu imaš nek ritem, ti noter priješ, ti se ljudem prikupiš, ti imaš vsaj 10 minut kosa, ne? In ti v 5 minutih si jih na svojo temperaturo greš, pa gremo dalje, gremo bla bla, ne. Ko pa ti skačeš gor pa dol, pa pač oni pozabijo, kaj si ti govoril. Bolj jih kurac, kaj si ti govoril pred 1 uro ali pa pred 20 minutami. Oni so tam, da so prišli gledati ali koncert, ali ne vem, podelitev nagrad, kaj povezuješ in nisi ti tam zato, da boš ti izstopil, ne. Zdaj, isto je radio, ne. Kaj hočeš nekaj na silo biti smešen, tek butasto izpade, da sploh če greš nekaj na prvo žogo delati, je tak neumno, da je brez veze. Jaz sem se na momentu kar nehal truditi biti, nehal sem biti smešen na radio, ker sem bil samo ono, oni poslušajo radio zaradi mene, oni poslušajo, da bi kaj pametnega zvedli. Ja. In 10-krat raje sem bolj začel govoriti, linija 7 ne bo obratovala, ne? To od torka do naslednjega torka, nekaj takega. In je ful boljše to povedati, on zunaj si misli, pizda, moja stara mama se s to linijo fura, ali pa kolega, ali pa ne vem kdo, ali pa že to je, tudi če se ti z avtobusi furaš, nekdo, ki ti to pove, ti je tako ono, mogoče pa kdaj meni kaj, ne, prišlo na poto, pa mi bo on povedal, ne. Ne se je že to, da vidiš, da nekdo širi koristne informacije, ne, meni pa radio je to, da pač je koristen, ne mi dolgo vezati, ker pač zmer sem radio prežgal, da kaj izvem, ampak predvsem, da mi neka dobra muzika igra. Pa pač če mi kaj cool poveš, kaj še en dober punch na koncu je super, ampak da bo pa zdaj lih sam point, da bo pa zabavno, pa smešno, pa to, pa pač ni, ne, mogoče ja.
Jaz tudi, sem rekel, jaz zdaj, če je neka ful očitno, če je neka ful ok, to bo žgalo, te rečem mirne vesti, če pa ni, pa ne bom se niti trudil iskati punchline, če ga takoj vidim. Pač čistek. Jaz si dan vedno tako pač, jutranji program, imam 4 ure, kar pomeni, da bom imel 4x2, oziroma 4x4, imam 2 breaka na uro, imam, da nekaj povem, načeloma pač tako ogrodje imam, da je pač začnem, break, končam. Tako da realno, tako pač iz radijskega vidika imam na uro 4 neke breake, ko lahko povem karkoli pač. In gledam nekako tako, da pač v celem jutru, ker je 4x4 je 16, se pravi 16 breakov, da je en cool zabaven. Če je en cool zabaven, ga bom mogoče tudi ponovil zjutraj, ga bom povedal ob 6, pa povedal, ga bom pol malo čez 9, ker se publika zamenja, pa mogoče ga bom backsellal, če bo ful dober. In to je to. In enega rabim, da je fan pa zabavno, stalo sem pa rajš koristen, pa če mi kakšna simpatičen najde, simpatičen mi je mogoče bolj cool beseda za radio kot smešen. Mi je cool, da nekoga poslušam, da ga lahko poslušam, pa da mi nekaj pove, pa da je na vsak način, ali pa da se mi nekaj dere na vsak način, kaj zdaj, kako si, to je zdaj to mi je joj, da je predivje, da je presmešno. Nasilo. Ja, nič nasilo, ne mi nasilo nekih stvari prodajati, Stand-up se pa itak sam odločiš, kaj boš gledati, Če ti všeč en, ki ima bolj nasilo, pa ga gledati, če ti všeč en, ki je bolj inteligenten, pa njega gledati, tako kot koncert, se danes lahko izbiraš, Če si nekoga najel. Jaz mislim, da danes, ko te nekdo najame, pa mu nisi cool, si je sam kriv, Dejansko smo prišli do te faze, ko če ti nekoga najameš za, 50-letnico, 40-letnico poroko, in po ti ni cool, ker si dobu, si pač sam kriv, Zato, ker si ti komika, pa bolj znane, to misliš, ali kaj? Ja, ne pač nasplošno, če najameš nekega stand-up komika, ker sem doskrat zdaj pač doživel, mislim, koliko delam, 13-14 let, a veš, pa priješ zdaj in mi smo si pa to malo drugače predstavljali, stari, pri vseh YouTubih, kje lahko ti vidiš nekoga, poglej, če ti je cool, naroč ga ali pa naroč nekoga drugega, Ta del mi je, veš, mi je. Mogoče je to za nas, ker smo bolj v temu, a veš, pa mogoče ljudje mislijo, da se komiki ful prilagajajo, pa da bojo zdaj govorili tako, jaz mislim, da oni, ko gledajo tebe na odru, oni mislijo, ti čaraš iluzijo tega, da si ti smešen. Ker ko si res dober in si sproščen in je tisti natreniran fucking material, ko je bil 500krat že ponovljen, ko ga sprostiš do te mere, da zgleda, kot da si zdaj zmislil, oni res verjamejo, da si ti lahko 1 uro skupaj smešen. Zato ni možno, to pač doben na svetu še ni naredil, da je prišel, začel improvizirati in bi bilo 1 uro, stari top, lamaš, tuf, štanca tiste punchline, kot da si glih spomnil. Njim to res tako zgleda, In pa so malo razočarani, ko prija drugič pa isti material. Ampak mislim, to ta del, ampak bolj govorimo o teh stvarih, recimo, ko se najema komike za privatne nastope, Ta del, Ta del, jaz mislim, da prava publika razume, da ti imaš nek material in da ti gradiš na nekem setu in da valjda se bo material ponavljal, se delaš na novem materialu, ampak konec koncev nek jedro imaš, ki ga gradiš, okrog katerega gradiš, mislim, da vsak približen razume, nekdo, ki pač dolg spremlja stand-up komedijo. Valjda se vsak želi slišati nov material nekoga, ki mu je cool, pa je razočaran mogoče koga kdaj, pa ne, pa reče, sem upal, da boš imel kaj novega, ki si mi cool, pa to tudi po svoje razumem ljudi, iz tega vidika, Sam ne razumem pa teh, ki najemajo komike za privatne nastope in po jim pač sploh ni smešen, ker so pričakovali, da to zdaj neki vici ali pa da bo to neki čist kontra, ki so oni plačali. Oni mislijo, oni razumejo, da je to nek material, pa da je to nekako strukturirano, oni mislijo, da ti kar priješ, pa nekaj začneš o temi govoriti in da je kar smešno. In pomisli, da on, če ti reče tam, povej nekaj o vilcah, da boš ti za 10 minut smešno. Govori o vilcah. Mislim, da ne bo šlo, ker pač naprimer, da ta firma dela vilce, to je drugo, to je premišljeno, to je vse nareto z nekim namenom in leta vlagaš v to, da izpiliš neko stvar, pa 10 minut, pa imam, pa lahko dam na YouTube. Če te najame firma, ki dela vilce, pa reče, da hoče v vilcah, je to pač stvar dogovora. Jaz razumem.
Okay, ja, točno to. Pač plače več, jaz bomo se potrudili narediti čim več v vilcah, povejte vi meni vse v vaših vilcah, povejte, kdo ti vilce uporablja, zakaj ti vilce uporablja, dajte mi čim več podatkov, dajte mi pač 2-3 tedne časa, oziroma upam, da ne ponavadi se dogovarja nastopi, saj mesecu naprej. Pač pol je pa moja odgovornost, ne, da ne naredimo v vilcah, če sem jim pač računal še enkrat več za to, da bom naredil v vilcah. Ja. Ampak ne more biti tako dobro, kot ti skažeš. Ja, ne mogoče. Material se ful stara, kvalitetno, tako vino. Ne? Pač bolj, ko ga ti trajaš, bolj, ko probavaš nove stvari, bolj, ko vadiš, bolj se ti vseda. In bolj, ker naenkrat veš ritem, veš, ki pauzo narediš, vse veš in to je vse pomembno. Itak. Vsaka pauza, nič ni za brez veze. Vse je pomembno, nič, Vse zato jaz vedno rečem, ker pač nastopam kje privatno, pa rečejo, da hočejo pač imeti material v vilcah, recimo. Jaz pač vedno rečem, cool, pač bom vam računal več, lahko naredimo v vilcah, ampak more pa bazirati še zmer okrog mojega starega, če hočete, da bo pa dober. To je pač preverjen material. Vi morate razumeti, da pač jaz toliko že nastopam, vem, kaj gre skozi, pač bom glede na strukturo vaših zaposlenih, a so to stari od 30 do 50, a so to stari od 50 do 70, bom že naredil še nekih 10 minut zraven, ki bojo šle skozi, pa bom še naredil te vilce za uvod, da se boste poistovetali. Jaz vedno provam tako, Mislim, da bi rekel, da bom pa naredil 10 minut samo v vilcah in bo za crkven smešen, se ne veš, Težko je, ne moreš narediti 10 minut v vilcah in veš, da bo tako dober, kot tisti, ki si 14 let pilo, Pač vedno greš z novim materialom, to je s tistim, ko ga ti hočeš povedati, pa ti je full cool doma, ko se ga spomniš stari zakon. Marsikaj ne bo tako, kot si mislil. Marsikaj gre pol kar neka levo, desno, nekaj je smešno, sploh nisi pričakoval, nekaj ni, ko si mislil, to je glavni punchline. Ko smo šli v Ajdovščino nastopati, takrat si prvič povedal v Urški. Se spomniš tega? Ajdovščina, hiša mladih. Se spomniš? Ja, hiša mladih. Tam si jo prvič povedal, ker si nam je razlagal v avtu. Aha. In pa si jo prvič povedal. Kjer sem povedal? Urški. To, ko imaš, ko recitiraš pesem, no? Aha. Kjer, kokain? Ja. Aha, kokain, ja. Aha, tam sem prvič povedal to. Mislim, da si nam razlagal v avtu, da boš to probal, pa levo, pa desno, pa je šlo gor, pa je full ratalo. Ja. Ta je vsakič ratalo. Ker je bilo tako, prvič je povedal, pa je fucking ratalo, kak zakon, Ja, to je resen poseben film, ker nekaj prvič ratati je tako, da si odkril pismo, ne vem, nafto. Stari, ti fucking 3 minute. To je 5 let. Zdaj vsem prodam, pa še boljše bo, stari. Bom prodal, pa še okrog se bom nekaj spomnil, kaj je to tako dobro, da tudi če prej ni tako dobro, bo to rešil. Ampak folk, ne vem, v Mariboru je pred mano organizirala nastope Martina Ipša, pa tedaj to še imel dosti, pa Javšnika, ful dolgo ni bilo v Maribor nazaj, pa Reporter Milan, In jaz sem te mlajši generaciji, ko začela na te moje avtomigice in na vse ostale nastope hoditi, sem mogel prav razložiti, ne, pač to poteka tak, prav izobraziti sem mogel počasi ljudi. Ja. To se tak zgodi, to čez čas, če boste kdaj dvakrat kaj čuli, nami zamerite, ker pač se, moram povedati, imam ful veliko dobrih kolegov, ko vedno prijejo, pogledati, ali pa pač, ne vem, v 80% mojih nastopov v Mariboru prijejo pogledati, Valjda, da bojo čuli večkrat iste stvari, ker pač probujem neke stvari. Vsi ostali, ko pa hodijo tak levo desno, pa imajo drugi občutek, Ampak ful dober podcast, oziroma podcast ima Matej Pušnik. Si že bil pri njem? On ima pa stand-up intervju. To je shout out, če si hočete iti pogledati, če si hočete izobraziti res dobro o stand-upu, njegove intervjuje, pogledajte. Kaj ima zelo tehnične. Veš kaj, ful folka ima pogovore, s Perico je imel, z Tinom, mislim, da je imel tudi Brigant, vsi res vso sceno je pokril, in Kaja Grezina. Ni šel vse scene pokril. Ja, mene tudi ni, tako da. Ampak veliko je že imel, Ampak jaz jih poslušam, pa so mi ful dobri, Meni so ful dobri, ker veš, vidiš, vsakega komika mal vidiš njegov svet, kak je začel, kak se pripravlja. Ja, se to je zanimivo videti. Ja. Pač iz komičnega vidika bolj, v bistvu verjeten zanimiv za ljudi, ki zanima komedija, verjeten za nekoga, ki pa vem, nima toliko pojma o stand-upu, verjeten ni toliko zanimiv, kako je nekdo iz nule štartov, ali pa je, kaj pa veš. Mislim, da je
vsakim do določene mere neko sproščenost, neko naravno pogovor. Zanimivo, ne? Jaz to vidim svojega vidika, ko pač me zanima stand-up, to je res, ne? Ampak mislim, da je kar dobro naredil, no, tako da, če ti tam zunaj veš za kakega komika, ki ti je full vrej, napiši stand-up intervju in njegovo ime, pa po moje bo vrej, no, po moje ti bo vrej. Po moje bo vrej. Meni je full zakon to poslušati, no. Zvečer si dan, ko prijem domov. Jaz bolj zadnje čase bolj ne gledam, pa ne poslušam toliko stvari. Imaš da zaradi radija? Ne, mislim ker delam, ker ne delam, pa pač se obadam s tam malim. Tako da v bistvu pa tudi, ker zgodaj hodim spat, ne. Včasih sem še kakšen film pogledal, zdaj pač ne gledam nič, ne. Tam malo gre spat ob 8, grem spat ob 8:30. Une polovico ure se sprostim, nekaj mogoče še napišem za radio, kaj se. Mislim, prej sem imel tak ritem, ne, zdaj dobro, zdaj se je umiril, zdaj sem imel cajt pogledati kakšen film, ne, ampak prej sem imel ritem, pač zjutraj sem šel na radio, pač ob 5 zjutraj sem šel na radio, pol 6 sem bil že tam, ob 2 sem prišel iz radia, pobral tam malo, bil do 4-5 sta malim, probal malo pošportati, šel na kakšen nastop vodenje ali pa whatever, šel spat. To je pač bil normalen ritem, ne, v katerega upam, da se vrnemo počasi. Ja, tudi. Zdaj imam bolj ritem, pač zdaj vse malo krajš, malo prej prijem z radija, malo več imam časa športati, imam cajta tudi kaj pogledati, kakšne filme pogledam, dobre serije še nisem zdaj začel, tega to res nimam cajta, da bi padel kakšne serije, ampak ja, vsaj par filmov sem pogledal, no, tako da. Jaz sem se ponavadil te podcaste gledati v bistvu zvečer. Pač jaz prijem ob 8 oziroma pol 9 domov, ne, iz radija zvečer in potem do polnoči jaz grem spat. In bilo kaj delam, ali si večerjo delam, ali cote obešam si, veš, si dan. Kul je poslušaš, veš, vse to je fajn. Tako mali JBL-ov zvočnik imam in ga imam v žepu. In hodim okoli, bilo kje sem stanovanju in vleče Bluetooth in ga poslušam. Poslušaš je res ful skoncentrirano, ker čist tek, da boš skozi podcaste poslušal, mora biti ful zanimivi, da boš res tak sedel, ne, pa poslušal, ne. Niti radija, doben tak poslušal, da res, ne, čakamo, kaj bo. Konc muzike kao pove, doben tega dela, ne. Radio je, by the way, to je meni tudi tak kot radio, by the way poslušam, ko nekaj druge zraven delam. Tako da na tak način jih konzumiram in mi je cool, no. Fuck, jaz to moram videti.